Ja, in smo že v etru Radia Fantasy in spet nisem več sama. Ja, počakaj, zdaj pa... Ja, zdaj ne morem zazehati, prej sem zazehal, ko sem imel ugasnen mikrofon. No, se mogoče še boljš, ker bi kdo zaspal nazaj. Zdaj ne vem, če prepoznate ta glas, včasih radijski, ampak z mano je... Starejši občan, Matej Špehar, skoraj da že upokojenec. Zdaj pa, a veš, da 15 let nazaj je moje ženi ena vedeževalka rekla, vaš mož se bo pokvaril z gostinstvom, in ona je rekla, ta pa ni vredna svojega denarja, in imela je prav. No, daj nekaj. Ja. Lej, kar se tiče gostinstva, dajmo povedati, to ni čisto klasično gostinstvo, ampak govorimo seveda o karavani okusov, ki potuje skozi celo Slovenijo in zaključi se ravno v Celju. Glej ga zlomka. Ja, tradicionalno, mislim, da že tretjič, prvi vikend oktobra, Krekov trg. Letos kar 14 tovornjačkov z hrano in pijačo. Dolg je spisek, če me boš sprašvala, kateri mi prej povej, da moram kar tudi... da švingl slaž ven, okej. Lani sem malo pozabil, je bila malo slaba volja, tako da daj mi sekundo. Pa, nisem pa sam. Glih sem hotel, če mi ne pustiš do besede, a veš. Pač Matej nikoli ne pride sam, zaradi tega, ker ga je mene strah, ker je grizem. Ja. Pač zato, ker vedno lačna zgledam. Je pa pripeljal zraven človeka, ki ima dejansko v življenju krompir. In to je Samo Kramberger. Dobro jutro. Dobro jutro, res je. Po novem bom rekel, da imam krompir, no. Ej, pa kaj je s tem tvojim krompirjem, da ga tako hvalijo, tako od Hrvaške se čuje, da sem za ta krompir? Ja, to je ena, bom rekel, popularna zgodba z tem pečenim krompirjem, Angleži pravijo spat oziroma jack potato. Gre za pečene krompirje, ki so v bistvu naloženi z marsičem, od natrgane govedine do chili con carne, ni da ni. Še dobro, sem že jedla govejo juho, ker drugače bi zelo moj želoček naredil drrrrrrr. Ti si že jedla? Seveda, o 7:30 sem imela danes govejo župca. Dober tek za nazaj. Hvala lepa, ampak a veš, tako lažje počakam malco do 10. Ti si ta prava kandidatka za vse 3 dni na Krekovem trgu. Glih sem hotela reči, ker vi štartate ob kateri uri zjutraj? V petek se postavljamo, tako da šele ob 12 štartamo, soboto in nedeljo pa vsak dan, torej in cel vikend ob 10. No, o tem ti govorim. Tako da od 10 moramo biti že namesto zajtrka, pridemo kar na karavano okusov. Tako, ne bo ti treba pomivati doma, nič pripravljati. To, mi razumemo ženski. No, sej, hvala Bogu, ker moj dad me ne. Ampak vseeno, karavana okusov, tradicija. Kdaj si se ti priključil s tem krompirčkom Samo? V bistvu je to otvoritev. Premierno? Premierno, tako, to je naša odskočna deska za slovensko sceno, bom rekel, s tem spat zgodbo. Tako da ja, upamo, da bo ljudje dobro sprejeli. Jedi so res dobre, tako da vabljeni. Zdaj, to, a veš, tako nasplošno si povedal, jedi so tako dobre, ok, v redu, si povedal, lahko je noter več nadevov, chili con carne, natrgana govedina, kakorkoli, ampak to zgleda v bistvu, a vidiš, kako se mi že sline cedijo, da že tam tekle. Krompirček. Res je. Olupljen, neolupljen? Neolupljen. Ok, pečen krompir, tako, ki se ga v bistvu prereže na pol, se ga malo zmehča, da noter ko nek pire, bomo rekli, začini, maslo, sir, da se fajn stopi, da se tudi fajn vleče. Pol so pa ti nadevi, no? Razni, mesni, nemesni. Tebi najljubši? Pulled chicken, bom rekel, za coleslaw solato. Imamo pa še eno dobro honey mustard omako preko. In ja, to je to. Kaj bo zdaj folk daril na malco, po teteljem našim intervjuju? Ja, sploh uniki, ki niso zajtrka jedli, se mi kar malo smilijo. Matej, daj mi še eno stvar, prosim, povej. Koliko tovornjačkov si rekel, da bo letos? 14. 14 poleg krompirja, ki je res, kot je Samo rekel, premierno, ne samo pri nas, ampak sploh prvič se bo parkiral v Sloveniji. No, zdaj naštejti teh 14. Lahko, imam plonkič odprti. A veš, daj, odpri. Good Street Food ima burgerje. Potem, naj sam povem, da Good Street Food ima super burgerje. Ok.
Crazy Chicken, nora aviacija, pohana aviacija, se pravi piščančki na 115 načinov. Čurosi so bili, lani so že bili, ja? So bili. Čurosi pridejo jaz sem sam. človek, Čuros? ki jem čurose s kečapom na mesto, z okay. čokolado. Ja, Nekdaj si bila malo posebna. res je. Potem makaroni Empire, oni so itak skoraj iz vaših koncev, makarončki, mac and cheese. Mr. Beast je tudi, mislim, da prvič V letos. Celju, ja. Ja. V Celju je prvič. Sama premjera. Samo je delno povezan tudi z Mr. Beastom, lahko kaj več poveš. Ja, Mr. Beast, zdaj verjetno mlajša populacija bo takoj vedela, za kaj se gre. Gre za enega zelo znanega youtubera, ki je izdal tudi svoje burgerje in zdaj sicer v Sloveniji to že nekje leto dni traja. Najdete jih že v Ljubljani, Mariboru, Kranju. V Celju pa ne. Ne, v Celju pa res. V Celju pa mogoče ne, tako da, ampak priložnost? zdaj pa bodo prišli in... Samo ja. mikrofon smo rekla. Aha, pardon. Evo, Posluši šefico. sem že zraven. Ok, polnimo še wafle, zagotovo poznate, ker oni so pa res domorodci. Ne? Ne, vafla pa mislim, da nobeden ne pozna. V Celju popolna Nimamo neznanka. pojma, kdo je to. Mango 3 z tajsko hrano, torej pad thai, falafel z orientalsko hrano. Pica lebe tudi že poznate, iz Koroške prihajajo, lani so bili tukaj v studiu, res je. napolitanske pice. Skunk Urban Kitchen, sendviči, pol pa še 3x drink trucki, birbuli, ne vem, če kdo pozna, to je en Drinks, star hotela kombi, reči. tak, majhen. Ne pipce za pivoma gor. Pa v bistvu je tako, da če jih pol tagiraš na vseh možnih družbenih omrežjih, pa slediš, ne? Ja, Kaj pol dobimo? pomagi mi, zgubil sem Je se. ziharen pirdaš gratis. A ja, no ja. No ja. Jaz malo na Gorenskom že sekam, veš. Potem imamo vinsko prikolico in tudi še ena premjera, eksperiment Art and Fun. Tokrat imamo kavico iz Džezve, turško, to pravo. Nice. Ja. Pa pol še en kup jabi dabi, ne vem, če poznaš, sokac, poj pa malo alkohola zraven, pa tudi kakšne kuhane stvari bodo že tople, ker temperature grejo že proti jeseni. Ja, glih sem gledala, nekje od 14 do 16 stopinj bomo imeli za vikend. In vreme bo lepo. O tem bova v četrtek, ker vse veš, da vremenske napovedi ni verjetniti iz danes na dan popoldne. Ne? Drži. Naredimo malo pauze, da vidva poplakneta grla, ker tudi jaz moram malo poplaknati, ne? Pol pa nadaljujemo še s kako zanimivostjo, ki se bo zgodila ta vikend. Zmenjeno. Zdravi pa seveda tudi hrana in pijača, pa seveda vse skupaj to zapakiramo še v dobro družbo. In ta dobra družba se imenuje Karavana okusov, ki že ta vikend prihaja v Celje na Krekov trg. In z mano v studiu že organizator in capo di banda, tudi Dobro jutro. pivski gospod Matej Špehar. Pozdravljen še enkrat. Jaz sem kar še vedno malo zaspan. Kdaj zjutraj štartaš? Prezgodi. Tukaj že v pol 8 jem župo. Uh. Ja. In seveda njegov prijatelj in premierno danes v Sloveniji, lahko rečem, predstavlja človek se, ki ima krompir v življenju, in to je Samo Kramberger. Pozdravljen tudi ti. Res je in dobro jutro. Zdaj povej, kako se imenuje tvoj krompirček oziroma tvoj food truck? Spacter. Spacter, napiše se pa Spucter. Spucter, tako. Odkud to pride? Ja. Zdaj, če to razčlenim, sput je v bistvu krompir, v angleščini je to krompir. Okay. A ni potato, patato, pa to? Ja. Tudi, ampak to je slengovsko. Okay. Slengovsko pomeni spat Jav. krompir. Yes. Bistvo spacter pa je zloženka besed sput in hipster. Tada, spacter. Okay. No, vse, kar Tako, snaviš, na našem storiju videla Mateja, ki objema Spacter, v bistvu, ki je tako, no, welcome. Welcome. Yes. Ja, jaz sem full fan krompirja, tako da jaz komi čakam. Mislim, vsak od nas bi rad imel krompir v življenju. Ne? Samo tebi je uspelo, ampak zdaj mi povej, govori se pri sosedih, pri Hrvatih, da si ful dober. Koliko si šele zdaj prišel v Slovenijo s to idejo? V bistvu gre za eno trendovsko zadevo, ki se je začela, mislim, da se je začela v Turčiji, takrat, če to ni bilo sicer tako trendovsko kot pa zdaj. Glavni so Angleži, tam se je to že kar zelo razvilo na otoku. In pa tudi v naši neposredni bližini, Hrvaška, Zagreb, tam je tudi kar hype glede tega. Menda po 1 uro čakajo, pa pol Tako. zmanjka in grejo domov lačni. Tako, res je, vse to Ne. drži.
Tako da gre za eno zanimivo zadevo, okusno zadevo, vabljeni. Okay, premjerno torej ta vikend v Celju na Krekovem trgu, v petek začnemo, Matej, kdaj? Ob 12. Pa do? Pa do 22. in v soboto od 10. do 22. in v nedeljo od 10. do 18. Ok, dobro, sem da nisi rekel do 3, veš. Kako bi bila, pa ne, no. A smiselno do 3 po noč? Ne. V nedeljo ne bi, no. Ampak ti zdaj zaključaš karavano. Ja, Matej? jaz se ful veselim Celja. Eden od razlogov je tudi to, da je to za letos, ne, pol popravnega izpita ni več, tako da je zadnja možnost, da nas ulovite, kar se tovornjačkov karavane tiče, prav v Celju. Se pravi 14 tovornjačkov, 2 premjerno z nami, 3? 3. Trije? Trije, ja. Trije Trije, premjerno tako, z nami, tako da si očitno prehranil nekaj najboljšega na konec. Tako, pravilno. To mi je všeč in mi je všeč, da prideš večkrat v naš studio. Ej, imam še nekaj premjerno za na konec. Ok, kaj Tvoj spet? vrečko. Opa. Ok, čakaj, lani sem dobila hamburger. Da Dragi ti dam malo poslušalci, dela, pol še po etru. ja, dobila sem Lego kocke City, kjer si bom sestavila svoj food truck, ampak z roza donatom. Mislim, da boljš nisi mogel zadeti in kmalu bom imela svojo karavano. Hamburger že imam, sicer je full slab, ne deluje najboljš, ker se malo prah nabira gor. Donat pa definitivno, ta prav za mene. Cukr bajba, ne? Ja, sploh ker je roza. Ker je roza, si zmagal, tukaj si dobil super. Ki imaš pa ti kaj za mene? Dobiš nedeljo. V nedeljo še. Ja, zadnji dan. Če bo kaj ostalo, slučajno. Računam na vse 3 dni, da boš tam, tako da nedeljo pa bo poplačano. Nedeljo šele dobim plačilo za to. Evo. Zdaj, tako grdo me imajo. Vseeno pa, da ponoviva, karavana okusov končuje se v Celju. Tako, Kje si jo pa začel? letos smo pa štartali v Brežicah. V Brežicah. In tvoja karavana potuje kaj? Vsak vikend od mesta do mesta? Vsakih 14 dni, Celje je 13. zadnja postaja. Ne? Se pravi, Lucky 13. smo že kar nekaj ljudi nafutrali letos. Po Sloveniji. Ali obstaja statistika, a misliš, da bi lahko to potegnil skupaj do četrtka? Recimo, koliko ljudi ste letos nafutrali? Jaz zdaj bi ugibal, v četrtek ti dam pa pravilni odgovor. No, evo, dragi poslušalci, v četrtek boste izvedli, koliko lačnih trebuščkov je karavana okusa letos nahranila. Boste pa letos seveda lahko poskusili tudi krompir s pacter. Res je. In v petek začnemo ob 12. uri, pa vse Tako. do 22. pa v nedeljo do 3. popovdne. Ne, do 18. Do Ne vem, kaj imaš ti v nedeljo ob 3 popoldne. Ja, ne vem. Prav sledil te bom. Okay, Matej, samo hvala lepa za obisk. Vidimo se torej od petka do nedelje v Celju na Krekovem trgu, kjer ne boste lačni, še manj pa tudi žejni, ker je Matej poskrbel, da seveda je treba dobro hrano poplakniti tudi z dobrim pivom, vinom, sokcom, Tako. Pa še kaj. koktejl. Hujšali bomo pa šele v ponedeljek. Hujšali pa sploh ne bomo, da. Se res, Zakaj bi? poletje itak Ej, mimo. treba je delati na masi. Tako. No, evo, imate izgovor. Hvala vama za obisk in se vidimo ta vikend na Čau. karavani okusov. Čau.